S 1. januarjem 2014 naj bi začel veljati nov davek na nepremičnine. To ni nikakršna novost, saj se o tem davku govori že vsaj desetletje in so ga napovedovale vse dosedanje vlade Republike Slovenije. Novi davek na nepremičnine bo nadomestil 3 dosedanje dajatve. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in premoženjski davek. Nepremičninski davek je običajna praksa tudi v drugih državah, pomembno pa je, v kakšni višini ga določiti. Ta davek naj bi uredil tudi razmere na nepremičninskem trgu. Po izračunih finančnega ministrstva naj bi povprečna obremenitev pri stanovanjskih površinah v izmeri 70 kvadratnih metrov znašala okoli 120 evrov. To je 2-krat več kot doslej. Davčne stopnje za stavbe in dele stavb s pripadajočimi zemljišči znašajo 0,15% za stanovanjsko rabo, 0,80% za poslovno in industrijsko rabo, 0,50% za drugo rabo, na primer javno, kmetijsko in podobno. Simulacije podatkov kažejo, da bo lastnik 80 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani plačal okoli 230 evrov, zdaj plača okoli 120 evrov. Lastnik podobne nepremičnine v Murski Soboti bo z uvedbo novega zakona plačal okoli 65 evrov, kar je glede na sedanjo obdavčitev 20 evrov več. Država si obeta, da bo več davka pobrala predvsem z obdavčitvijo stanovanjskih površin. Davek bo sprostil nepremičninski trg, povečal ponudbo najemniških stanovanj in zagotovil dostopnejše cene. Sicer pa bo Slovenija tudi po sprejetju zakona o davku na nepremičnine še vedno med tistimi evropskimi državami z razmeroma nizko obdavčitvijo nepremičnin. Za prazna stanovanja, največ jih je v srednjeslovenski statistični regiji oziroma v mestni občini Ljubljana, 22.278, in neizrabljena zemljišča naj bi se davek še zvišal. Da je stanovanje prazno, se da dokazati glede na porabo vode in elektrike. Za dokazovanje slednjega bo potrebno bolj zavzeto delo inšpekcijskih služb. Davek se bo delil tako, da bo državnemu proračunu pripadla polovica celotnega prihodka, preostala polovica pa občinam. Takšna delitev v svetu ni običajna in bi za občine lahko pomenila boleč finančni udarec. Gospodarstvo napovedi novega davka ne odobrava. Bojijo se, da je to nova grožnja konkurenčnosti našega gospodarstva. Novi davek naj bi z 0,8% letno stopnjo obremenil poslovne nepremičnine. SLS pa pravi, da je novi davek na nepremičnine nesprejemljiv, saj bo grobo posegel v ekonomski položaj slovenskega kmetijstva. Posebno naj bi bili ogroženi mali kmetje. Novi davek bi pomenil večkratno povečanje dosedanjega.
Po vnaprejšnjih izračunih naj bi višina nove dajatve za povprečno slovensko kmetijo, 6,4 hektarje kmetijskih zemljišč in nujni proizvodni objekti, znašala več kot 1.000 evrov. Razlogi za nov zakon so v spremembi ekonomskega sistema v zadnjih letih in posledično v različni ekonomski moči in davčni sposobnosti posameznih slojev prebivalstva. Obstoječi sistem zaračunavanja nepremičninskega davka v Sloveniji je bil zastarel, neenoten, nepregleden in je bil slabo prilagojen novim ekonomskim razmeram. Pravo Evropske unije neposredno ne posega na področje obdavčenja nepremičnin. To področje je prepuščeno državam članicam. Je pa večina evropskih držav v zaostrenih javnofinančnih razmerah prav tako uporabila možnost obdavčenja nepremičnin.